Za boljšo prihodnost družbe morajo biti mladi primerno usposobljeni za življenje. Star pregovor pravi, da na mladih svet stoji in to še kako drži. Medtem, ko se povzpenjajo, pa je vsekakor priporočljivo, da imajo pomoč. Kolikor bolj bodo sposobni družbo ohranjati in jo razvijati, toliko boljša prihodnost jih čaka. Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, je z delom mladih pri nas zadovoljen. Imamo mlade ljudi in vedno rečemo, da na mladih ljudeh svet stoji, ki poleg vsega, da spoštujejo tradicijo, imajo pamet, imajo vizijo, imajo stremljenja in imajo inovacije. Če vse to troje združimo, vidimo našo prihodnost. Ana Pavlin, 24-letna študentka turizma na ljubljanski ekonomski fakulteti, je bila letošnje leto okronana za 24. vinsko kraljico Slovenije. Leta 2018 pa imenovana za 20. cvičkovo princeso. Izkušnja iz vinogradništva nabira že od malih nog. Kljub izjemnim uspehom pa ostaja skromna. Mislim, da mi bo tale krona prinesla ogromno izkušenj in tudi jaz upam, da si zaslužim ta naziv. Velikih načrtov pa nima le zase, ampak za celotno Slovenijo. In sem res trudila, da bo promocija ne samo slovenskih vin, ampak tudi same Slovenije po Evropi in v svetu. Pri rosnih 20 je uspešen tudi mladi vinar Luka Kodrič, ki se lahko že zdaj pohvali svojo lastno znamko vin. Izbral sem si ime Luka, potom sem pa uvel še Luka Muškato. Gre za sladko vino, ki ponazarja v mojem karakterju otroštvo, te sladke spomine na otroštvo. Luka Rosa je bolj sveže, igrivo vino kot najstniška leta in Luka Bar je pa malo bolj že zahtevno vino, ki je tudi leta 2016 do leta 2020 prišlo do izraza. Čeprav pri delu ne gre vedno vse po planu in ni vedno tako rožnato, kot se morda zdi, Luka ostaja optimističen. Zahteva veliko pozitivne energije, ljubezni in srčnosti. Oba mlada podjetnika izžarevata pozitivno energijo in imata visoke cilje. Obema pa ob strani stoji družina. Tudi veseljaki jima želimo vse dobro, da bosta uspešno nadaljevala svoje poslanstvo in se pri tem tudi malček zabavala.